Medicinski postopek potrditve spolne identitete v Sloveniji sicer neformalno poteka zadnjih okrog 20 let recimo. Je pa šele od letošnjega leta zaradi v bistvu nas nevladnih organizacij, ki smo delali na tem področju, formaliziran. Se pa še vedno pojavljajo podobne težave, kot so se prej. Čakalne dobe, zato da osebe pridejo od začetka postopka do nekega konca, če temu tako rečemo, so izjemno dolge. Osebe so v bistvu v postopku dosti prepuščene same sebi. Tudi psihološka oziroma psihiatrična podpora je res koncentrirana zelo na začetni del procesa. Enako tudi se dokaj redno dogaja, da se v postopkih kot takih zatika in potem je pač od osebe odvisno, ali zna sama nekako te zastoje odpraviti oziroma se obrne na nas. Pač ja, še vedno se dokaj redno dogaja to, da so osebe diskriminirane strani zdravstvenih delavk oziroma delavcev. V postopek tranzicije sem vstopil nekje pred 3 leti. V proces sem prišel že kar pripravljen. Vedel sem, kaj me čaka vse, ker je prijatelj bil že v tem procesu. Imel sem predpriprave, kako naj se obnašam, da naj se pokažem kot samozavestna oseba, močna oseba, kar se mi zdi problematično, ker se mi zdi, da bi moglo biti neko zaupanje do tega osebja, da so oni tam zato, da te tudi vodijo in usmerjajo in ti pomagajo, ker pač resnica je, da nismo vsi najbolj samozavestni ljudje. Jaz brez pomoči raznih organizacij, kot so Legebitra, kjer sem bil del svetovanja, ne bi prišel čez, ker sem potreboval neko dodatno podporo. Tako da v bistvu brez tega bi bilo zelo težko iti čez ta proces. As an intersex adult, I want to say that it's necessary to end the practice of all non-essential and cosmetic medical procedures, especially surgeries on intersex children, because those surgeries are very painful, very harmful. Intersex children are growing up in so much pain, and just because they're intersex, they are surrounded with stigma and living in secrecy. And I think that it's an obligation for all of us to make sure that every child on this planet stays safe. So I want to make sure that intersex children can be included in that. Raziskave kažejo, da se LGBTIQ+ osebe pogosteje srečujemo s čustvenimi in duševnimi težavami kot naše vrstnice in vrstniki. Hkrati pa skozi prakso ugotavljamo, da je zdravstvena oskrba na področju duševnega zdravja velikokrat neprimerna in da zdravniško osebje ni ustrezno usposobljeno za naslavljanje okoliščin LGBTIQ+ oseb. Zavedati se moramo, da so duševne in čustvene stiske resna in ogrožajoča stanja, ki nekaterih stanejo življenja. Zato zahtevamo in želimo, da se naše LGBTIQ+ identitete ne obravnavajo kot izvor duševnih težav, temveč kot zgolj ena od osebnih okoliščin. Zahtevamo enakopravno in ustrezno zdravstveno oskrbo.